Lep pozdrav, dobrodošli. Moje ime je Matej Gašparič in vi poslušate Arhitektove dialoge. Moj današnji gost je ena prav posebna oseba, človek, ki ima v mojem življenju v bistvu prav posebno mesto. Ko gremo skozi življenje, v bistvu srečujemo zelo veliko ljudi, eni grejo bežno mimo, z nekaterimi postanemo znanci, z nekaterimi redkejšimi, mogoče res tudi zelo dobri prijatelji. Zelo malih pa je, ki se uvrsti v eno posebno skupino, ki jaz rečem mentorji. Zdaj, če ima človek te mentorje v življenju, dejansko mislim, da lahko vsak prešteje na prste, zdaj ene roke, zdaj, če imaš srečo, mogoče rabiš 2 roke, da te mentorje našteješ, ker so jih skozi celo življenje srečal. In to so ljudje, ki nam odprejo oči, ki povzročijo pri nas nas pripeljejo do nekih spoznanj in povzročijo neke večje spremembe, ki nam spremenijo tudi življenje. Ne? Zdaj, no in eden teh ljudi je tudi moj današnji gost, Andrej Dovšak. Dober dan. Ja. On je moj dolgoletni sensej, učitelj karateja, čigonga, tai čija, Orožja sva skupaj. bokena, tako boken sva tudi trenirala. Ne? Je to človek, ki me je pripeljal do izpolnitve moje otroške želje, ker sem imel še kot majhen mulj, da bi imel enkrat črn pas karateja. Pri njemu mi je to potlej po več letih tudi uspel. In nasplošno oseba, ki mi je šele zares odprla vpogled v ta čudovit svet borilnih veščin. Zdaj, jaz mislim, da zaradi njega, pa vsega tega, kar mi je dal, sem danes tudi jaz tak človek, kakršen sem. In za vse to sem mu neizmerno hvaležen, tako da Andrej, res sem vesel, da si se odzval temu povabilu, iskreno dobrodošel. Veliko čast mi je. Najlepša hvala tebi. Čast, ne vem, če je to čast, ampak jaz sem vesel, da... Veš, ti spadaš, če te lahko prekinem, ti spadaš v eno od starejših generacij tistih učencev, s katerimi se je dalo krasno delati, ki ste se izredno nagarali za črn pas. In to je bilo v začetku moje višje poti kot učitelj, ne kot trener, prej inštruktor in tako naprej. In zato imam zelo lepe spomine. Midva imava tudi lepe spomine, kar se tiče človek. Absolutno. Živel si tako imenovano borilno veščino kot borilno veščino, ne kot borilni šport. In to je velika stvar, zato po mojem te je tudi privedla do tega, kar si rekel, da si uspel si in tudi boš. Ker, če lahko razložim, borilna tehnika, borilni šport ali borilna veščina so 3 svetovi, ki se danes ne razlikuje. Se pravi, si rekel, borilna tehnika, borilni šport pa borilna veščina. Borilna tehnika spada v vojne veščine. Vojne veščine so tiste veščine, kjer se določene posameznike ali ekipe ljudi nauči ubiti, pa konec. V čim krajšem času. Tukaj ni etike, ampak samo učinkovitost uničenja. Borilni šport izhaja iz borilnih veščin in iz borilnih tehnik. Borilni športi so nastali posebno v zadnjih 50-60 letih, po 2. svetovni vojni, no recimo. In so le 1% ali 2 borilne veščine, zato ker predstavljajo tisti program, ki je bil narejen za mladostnike, da bi lahko med seboj se bolj spoznavali in tekmovali, kako recimo se tekmuje v tenisu, ping-pongu, nogometu in tako naprej. Borilna veščina sama, pa da je lahko borilna veščina, mora biti sestavljena iz 3 glavnih stebrov. To pomeni samozdravilni del,
ki je vgraviran v vse premike in način življenja nekoga, ki se s tem ukvarja, tako meni čigongi, higiena in tako naprej. Potem je samoobrambni del. Samoobrambni del pomeni, da vsaka borilna veščina, katerakoli, mora biti tako popolna in je sestavljena iz 5 glavnih principov, mora biti tako popolna, da se lahko zoperstavi komurkoli, kadarkoli, kjerkoli, kakorkoli. Torej, ni pravil nekoga, ki učiš v borilni veščini, če govorimo o samoobrambi, ga moraš učiti, kako se zoperstaviti najrazličnejšim vrstam ljudi v boju na tleh, če moraš razorožiti nekoga, če lahko uporabiš morda kakšno orožje, če jih je več, na vse te načine. To, kar se tiče samoobramb, tako imenovanega borilnega samoobrambnega dela. Potem je tretji, najpomembnejši, duhovni, ki se začne z etiko. Etika povezana najprej na pravila, medsebojna pravila med ljudmi, na pravila do samega sebe, določena življenjska pravila do vse okolice. Torej, ni to veroizpoved, ampak notranja gradnja, ne? To je filozofija življenja. In to je zelo pomemben del, ki pa ni potreben niti pri vojnih tehnikah, niti pri športu. Zato v športnih veščinah, tudi če se govori o starejših fantih pa puncah, je pomembno se zelo lepo dobro pripraviti na tekmo, psihosomatsko, tehnično, za tisto določeno stvar, zato ker imajo tekmo. In torej ta cilj je primarni. Borilna veščina je pa na 360 stopinj. En starodavni stavek, ki zadeva borilne veščine, je ta, da ti se ukvarjaš, ti gojiš borilno veščino zato, da boš postal nadpovprečno zdrav, posledično nadpovprečno močan in torej učinkovit, torej posledično, da boš znal reševati sebe v življenju, najbolj pomembno je pa, da boš znal pomagati drugim. S pomočjo znanja celovite borilne veščine. Zato v najstarejših časih, od koder se je to vse začelo, kdor se je ukvarjal s takimi programi, je bil imenovan varuh. To so bili varuhi. Zanimivo, ja. Že Platon v stari Grčiji, oni so imeli zelo dobro to razvito, je opisoval varuhe. Varuhi mesta, ki so bili povezani na politiko mesta in na same politike. Je celo pisal, in govoril in trdil, da sami politiki bi morali biti pripravljeni telesno in celo v borilnih veščinah, zato da umsko zdržijo pravo etiko življenja. Namreč govoriti resnico, živeti pravico in biti v pomoč drugim je izredno težko. Rabiš pogum, rabiš moč. Zato pa ni dovolj biti zdrav, nasplošno močan, v dobri formi, dobra duša, pošten po naravi, to ni dovolj. Rabiš nadpovprečno moč, ne? In vzdržljivost, trdnost, vztrajnost. Zato so v starih časih trenirali in izbrali določene ljudi, tako imenovane varuhe, ki so jih dali v 2 skupini. Eni so bili tako imenovani, potem imenovani bojevniki, drugi pa zdravilci, šamani. In ta 2 sta pomagala lastnemu klanu, lastni vasi, lastnemu mestu. To je bilo, ne. Od tam potem prihaja tako imenovana borilna veščina in zato se reče tudi umetnost, ne šport. Ja, Športi, na primer, večina športov. V bistvu pri nas se to prevaja kot veščina, ampak v bistvu angleški izraz je martial arts, ne pa kako je kakšen japonski izraz, kaj. To je budo. Ali wushu.
Ampak to je povezano potem takoj tudi na šport. Ne? Pozitivno športno v borilnih veščinah, ki so nastale potem kot borilni športi, je ta, da se je nekaterim mladostnikom pomagalo, da so se z drugimi spoznali, da so imeli eno določeno samodisciplino, ki pa seveda ne manjka v drugih športih. Če si ti odbojkaš ali pa nogometaš, če si priden, pa če imaš pravega trenerja, če nimaš discipline, greš domov. Ne? Ja. Borilna veščina daje tisti dodatek ljubezni in sprejemanja življenja na pripravo na smrt. To je tisti močen dodatek. Dodatek, kako si zdaj to postavil? Dodatek ljubezni in sprejemanja življenja kot pripravo na smrt. Ja. Kadar se ti boriš, ne igraš ping-pong, veš, da en udarec lahko povzroči hude stvari, hude posledice. Če imaš sabljo v roki, ne boš rekel nekomu, da igraš tenis. Izvajaš tehnike, ki so lahko smrtonosne. Da lahko ti v miru in eni govorijo temu pacifistično, meni ni preveč všeč, ampak v miru, s kontrolo, brez agresije in tako naprej, v miru opravljal take nevarne tehnike, moraš trenirati principe borilne veščine. In ti principi borilne veščine te privedejo do tega, da se ti lahko ukvarjaš s tako imenovanimi nevarnimi tehnikami, ki ti povejo, to je lahko smrt, to je lahko življenje. Ti si izbral, da boš to delal, ne? Kako recimo advokat izbere, da bo enega branil, enega ne bo branil, pa tako naprej. To je to. Kadar se ti soočaš z močnimi, rednimi, resnimi treningi v borilnih veščinah, to pomeni, da greš čez sebe, ne patološko, ampak čez sebe, velikokrat, ti začenjaš sprejemati, voditi, gojiti drugačen način življenja. Drugačen. Ne govorim boljši, višji, kakor drugi, da se ne bomo primerjali, ker bi bilo zelo grdo in nepošteno. Ampak drugačen, kakor bi bil drugače ti. Tako je. In življenje vidiš na drugačen način. Ker če imaš nekoga, ki te uči v temu, da ti pomaga pri temu, da te nauči samo obrambo, ampak da te obenem nauči, da si umirjen človek, da premiki samoobrambe niso agresija, ampak kontraagresija. Torej ti se braniš, se pripraviš na morebitno zunanjo agresijo, te to začenja spreminjati in moraš biti umirjen. Če ne, ti ne sme dovoliti trenirati v tisti šoli pa tako. Naslednja velika bitka je sam s sabo. V Aziji je tako imenovanih 108 notranjih problematik. Zato so potem tudi forme. Forma 108, forma 3, forma 36. To ni toliko gibov v teh katah, formah, teh ezoteričnih plesih. Ampak to je glede na problematike, ki jih ima vsak človek s tem telesom na tej zemlji v tej inkarnaciji. Ne? In kadar se začneš soočati sam s seboj, s pomočjo kolegov in tako imenovanim mentorstvom nekoga, začenjaš reševati počasi te tvoje notranje temne procese, strahove, ego in tako naprej. In takrat, ko se začneš z njim boriti noter, takrat razumevaš drugače življenje in začneš sprejemati in ljubiti življenje drugače in torej tudi spoštovati življenje ne samo drugih kot ljudi, drugih kot živali, drugih kot dreves, ta voda krasna, luč, vse skupaj. Ker se zavedaš, da je vse živo, da vse vibrira, da ima vse eno dušo. Zato so bili mnogi bojevniki včasih tako imenovani animisti. Ne? So govorili, vse ima eno svojo dušo, vse ima eno svojo živo vibracijo, vse je živo, zato spoštuj vse. Spoštuj tisti del lesa, ki ga daš na ogenj. Zahvali se na koncu, oziroma prej zahvali se že
živali, ki jo bo šel ubiti, potem se ji oprosti, ker je dala življenje zate, da lahko živiš naprej. Ne? To je povezano, Eden je rekel, na lovce, ne nove, stare lovce, ampak to so bili vsi bojevniki. In tako se je odkrivalo moč, veličino življenja, pomen življenja. Vedelo se pa je, absolutno, posebno pri borilnih veščinah, ne samo, da umremo, to vemo vsi, da umremo, ampak da lahko prej umreš, kakor bi si želel, da lahko umreš v bolečinah, da lahko umreš dobro ali slabo. Potem so se začeli spraševati, kako dobro, kako slabo. Dobro lahko pomeni to, da skušam živeti po principih, se bojevati za pravice nekoga nečesa, in če se mi takrat nekaj zgodi, ko je prekinitev življenja in grem naprej, se obrnem in rečem, prav, torej naredim prestop v resnici moj pravi dom, ki je tam, na lep način. To učijo borilne veščine. Ne samo borilne veščine, tudi druge stvari. Sedaj sem pač omenjal borilne veščine in njih svet, ne, v katerem pač sem. Ja, ne, mislim, da si zelo na kratko povedal toliko globokih misli, za kjer mislim, da bi bile nekomu, ki ni to nikoli treniral, ali pa recimo, tudi če je treniral recimo neko, kako se reče, borilno veščino, ampak v nekem klubu, ki nima te globine, sploh si ne predstavljam, da bi razumel. Nekdo, ki pa ni nikoli treniral, bo pa rekel, ok, kaj, svojega mulca dal karate trenirati, tam sem naučil tepst, pa bo, ne. V resnici pa to toliko več, toliko drugače, mislim, da bi nekdo, ki ni domač v tem, to skontempliral, bi moral po moje tole prevrteti 3-krat, pa zelo počasi poslušati, kaj si ti zdaj povedal. To sem povedal nekaj principov, s katerimi se ukvarjaš celo življenje in če imaš srečo, polovico jih narediš. Jaz se z njimi še vedno ukvarjam, pa velikokrat se počutim navaden lolek-lulek, ker pač nisem na tistem nivoju, ki bi rekel, sedaj ti, Andrej Dovšak, si učitelj, si to pa to, predavaš to pa to, ampak prav danes zjutraj si naredil nekaj, kar ni v redu. To je rast, ne? To so principi naše rasti, potom borilnih veščin. Problem je v dezinformaciji. To pomeni, ni dovolj informacij še o teh stvareh, zato ker ni interesa. Namreč, športi so fantastična stvar. Športi pritegnejo veliko ljudi, gledalcev, veselja, zanimanja. In to so razumeli tudi Japonci takoj po drugi svetovni vojni, in da bi pomagali karateju, da lahko preživi, ker so izgubili vojno, so se šli to igro. In na ta način so lahko ohranili živ karate, ampak pod pogojem, da so ga spremenili delno, vsaj delno v šport. Šport je prinesel zanimivost, nekaj novega, naprimer karate, borilnih veščin je veliko. Zabavo pri otrokih, če imaš pravo pedagogiko, če imaš prave učitelje in tako naprej. Recimo v Sloveniji sem bil vedno očaran od načina igre z otroci pri judoistih. Ne poznam vseh šol, ampak kar sem videl, sem bil vedno očaran, kako se oni igrajo z njimi, kaj povzročijo njihovim možganom in tako naprej. Ne? Skratka, mora biti prava informacija. To, kar je nastal potem kot šport, se je lepo razširil in ni rabilo več drugega. Zato, ker ta druga stvar, borilna veščina, filozofija, duhovnost, samozdravilnost, je tako nekaj globokega, močnega, zahtevnega in učinkovito nevarnega,
da je bilo vse to velikokrat zatirano, zato potem tudi zaprto in pozabljeno. Jaz pač sem imel izredno srečo v lastnem življenju, da sem tudi potom športnega dela karateja prišel v ta veliki svet borilno-zdravilnih veščin, kjer sem srečal veliko ljudi, zaradi potem tudi mojih velikih raziskovanj sem prišel do določenih znanj in tako naprej. In to je sreča, no, moja življenjska sreča. In zato lahko o tem govorim na ta način. Zdaj si omenil, oziroma blago si se dotaknil te tvoje poti. Kako pa se je pravzaprav začel? To so te starši opisali, si sam našel klub, a si začel že s karatejem, si začel s kakšno drugo borilno veščino? Torej, kako je izgledala tvoja pot? No, za šport sem bil vedno. Ljubil sem vse športe, posebno plavanje. Že ko sem bil zelo mlad, sem rad imel v rokah lok, nož, palco in take stvari. In se je že vohalo, da mi bo to všeč. Potem so prišli kakšni filmi in so me zelo očarali, kar se tiče borilnih veščin. Torej, to me je zelo očarano, sem imel v sebi. Piko na i je dalo pa to, da v Trstu v tistih letih, ko sem imel jaz 10, 12, 15 let, je bilo veliko rasizma. Veliko rasizma do Slovencev. In velikokrat se je zgodilo, da je prišlo do pretepov, da so me pretepli. In dokler sem rekel, to pa ne bo šlo, ne. In torej, s prijateljem sva se vpisala v karate klub. Kot mlada tupasta mulca sva rekla, 15 let sva imela, sva rekla, noben mu nič ne poveva, eno leto se na tiho učiva karate, se vse naučiva, prebutava vse fašiste z Trsta, potem bo mir. Ja. Seveda se je obrnilo vse na glavo. Ne. Od prvega trenutka, ko sem se vpisal, čeprav sem se vpisal v takratni slovenski klub karateja, je bilo veliko Italijanov. To pomeni, kaj sem hotel sedaj reči, omenil sem Trst, omenil sem fašiste ali rasizem, ampak jaz ne govorim o Italijanih. Jaz govorim samo o tisti pikici, kapljici določenih rasistov, ki jih imamo v Ljubljani, v Bežigradu, v Göteborgu in povsod. In tako se je tam zgodilo. In hvala Bogu, zelo se jim hvaležem, tem gospodom, da so me tolikokrat fino prebutali, ker sem bil Slovenec, ker potem sem šel v karate, sem videl, kaj je, tam sem se takoj našel in sem začel že od prvega dne zelo intenzivno trenirati, študirati in tako naprej. Eden od učiteljev, pri katerih sem bil najdlje, je s Trsta in tako naprej. Tako da tam sem začel, potem se je pa vse nadaljevalo in se je začelo počasi širiti. No, ena od stvari, zaradi katerih jaz mislim, da je to toliko pomembno ali pa dobro študirati, je tudi, da ne zato, da bi se človek znal tepsti, ampak zato, da se ti ni treba. Absolutno. In se mi zdi, se pravi, zdaj, ki si to omenil, a se ti je bilo pol sploh kdaj treba, ali pa več kot enkrat treba, ko si torej, v življenju se mi je potem tudi zgodilo, ampak največkrat, ko sem moral braniti ljudi. Večkrat se mi je zgodilo, da sem moral tudi na cesti braniti določene ljudi, ki so bili napadeni in tako naprej, ali pa dvakrat so tudi mene napadli, ampak ni prišlo to kot kreganje ali kaj podobnega. Pač, če te napadajo, se moraš braniti. Mi je pa karate oziroma borilne veščine so mi zelo pomagale, zato ker posebno enkrat se spomnim, ko so me trije napadli, mi ni bilo treba jim povzročiti hudih poškodb ali da bi imeli oni posledice pa tako naprej. Ampak mi je uspelo tako braniti in jih razorožiti, da fantom ni bilo hudega. No. Evo,
To je meni najlepše. Najboljše. Ne? To je tudi cilj. Še bolje bi bilo, da do tega ne pride. Da sploh ne pride. Ja, ampak tudi vse tiste krate, ko sem moral nekomu pomagati, ker so ga napadli, sem bil potem zadovoljen, vesel, da poznam borilne veščine, ker če ne bi že mene. Ja. Seveda. Ja. Tako, to se dogaja. No, ker to, ja, tako kot sem rekel, to se mi zdi največji razlog, ravno to. Ne zato, da se boš pretepal, ampak zato, da se ti ni treba, ker itak tisti, kdor prežina ali pa išče prepir, ne bo glih z nekom se lotil, ki mu na čelu piše, lej, tukaj boš pa nasrkal, ne, bo rajš nekega poiskal, ki ne bo znal. Zelo verjetno. Ja. Če si tiger, živali vejo, da si tiger. Ja. In težko pridijo izzivati tigra. Ja. Tiger gre ubiti žival takrat, ko gre jest. Jaz grem v Hofer, ti greš v Lidl, po meso, tiger nima ne Hofra, ne Lidla. Ja. Mora si najti hrano, pa še tako samo 20% uspeha ima na lovu. Ne? Poleg tega pa ima tako majhno srce, da samo 5-6 ur na dan lahko leta naokoli, pa lovi, ostalo ne sme, zato ker če ne bi mu počlo srce. In narava že naredi svoje, ampak tiger je tiger, torej pusti ga pri miru. Borilne veščine se zelo zgledujejo po temu. Torej, postaneš tiger, veš, da si tiger, ampak si umirjen. In to je najbolj pomembno. Zato pa duhovni del in tudi samozdravilni del. Ker če se ti ukvarjaš z enim športom oziroma z borilno veščino in uporabljaš tudi samozdravilni del, tako imenovani qigong ali kiko po japonsko in tako naprej, ti raziskuješ potom gibov, ki predstavljajo tudi samoobrambne tehnike, potom teh gibov in dihanj ti vzpostaviš eno stanje, kjer tvoj hormonski sistem, imunski sistem sodelujeta in ti postaneš močnejši, bolj zdrav in tako naprej in si bolj zadovoljen. Bolj si zdrav, bolj si zadovoljen, bolj je tvoja okolica zadovolja. Ne boš tečnaril ženi, ne otrokom, ne sosedom, ne nič, zato ker si ti zadovoljen, si nasmejan. In to je cilj, ne? In borilne veščine, če jih tako študiraš, privedejo do tega, do nasmeha, si vesel. Ker ne tekmuješ. Ena od razlik med tekmovanji in netekmovanji, kar se tiče borilnih športov in borilnih veščin, je tudi ta, da pri borilni veščini je kooperacija, ni konfrontacija. Konfrontacija je samim seboj, s svojimi problemi, s svojim egom vsakdanjem. Ne? Z drugimi ti sodeluješ. Če midva trenirava skupaj na treningu, midva sodelujeva, ti si meni učitelj. Vsi moji učenci so moji učitelji. Zato imam izredno srečo v življenju, ker imamo veliko učiteljev, od otrok do najstarejših. Vsak od njih me nekaj uči in midva sodelujeva. Je res, da on pride k meni in ga jaz učim določene stvari. Ampak on me pa uči s tistim, kar ne zna, da jaz bolje spoznam sebe in torej mu znam bolje posledično tudi pomagati. In torej je kooperacija. Borilna veščina je kooperacija. Tudi če se zgodi, da moraš nekoga ubiti v vojni, če poznaš, ali odriniti, če je treba, ne? Ali braniti, karkoli. Ampak to je samo obrambni del. 1/3 tega. Ne? In to velja za vse borilne veščine. Vse. Indonezijske, himalajske, katerekoli. To je vse isti princip. Ja, no se to ostali bi se še pol dotaknil, ampak vseeno, se pravi, začel si pol pri nekih 12, 13, ali kako si rekel? Pri 15. Pri 15 šele. Aha, ok. In kako je šlo pol tam naprej? Praviš, da je bilo tudi nekaj športnega dela? Pa... Ja, prva leta sem tudi tekmoval, pa tako. Potem pri 20 sem se vpisal na univerzo v Ljubljano. Aha. Sem prišel sem tukaj začel živeti, sem tukaj tudi treniral, potem sem hodil redno tudi v Trst trenirati, tukaj treniral in tako naprej, tako da nisem prekinil niti en dan treningov.
In tako nadaljeval, dokler ni prišel trenutek, ko sem začel tudi uradno učiti. Učiti sem začel zelo kmalu, ker so hoteli ljudje, da jih pač učim, da jim pomagam. Uradno sem pa začel pred 33 leti. Če se prav spomnim, si mi enkrat omenil, da si predtem pa tudi že treniral ali policijo ali vojsko. A ja, učil sem Ko sem bil vojak v Italiji, v tistih 12 mesecih, sem učil italijansko vojsko. Okay. V Sloveniji potem nisem šel v vojsko, ampak sem pa učil vojsko tudi. Torej, vojaško policijo, vso vojsko in potem posledično tudi posameznike posebnih enot. Aha. Kako so te pa našli pravzaprav tukaj v Sloveniji? V Sloveniji? Ja. Mislim, tam si bil v vojski, so videli, da znaš, pa so rekli, da je pokažeš. Ne. Tukaj, kaj pa nisi bil v vojski, kako so bili? Jaz sem v določenem trenutku najprej treniral in potem učil v šoli Toneta Ančnika v Črnučah. Pri tem slavnem Ančniku. Ja. Okay. On je takrat imel pogodbo z vojsko. In jaz sem zelo hmal, ko sem prišel v njegov klub, tja me je poslal moj učitelj z Trsta. Sem začel učiti in sem začel posledično učiti tudi vojsko. Tako je. Klub pri njemu in vojsko. In tako se je nadaljevalo. Potem, ko sem odprl svojo šolo, tega nisem učil, sem učil samo določene posameznike, posebnih enot, bodyguarde pa tako naprej. In šolo. No in kako bi prišlo potem do odločitve, da si se podal na to samostojno pot? Ker to mislim pa, da sta vseeno dva svetova. Ali pri nekomu učiš, ali pa nekako svojo šolo zasnuješ, ker jo le ne zasnuješ tako, kot misliš, da bo prav. Čeprav sem se imel pri Tonetu Ančniku dokaj v redu, odnosi so bili odkriti, je bilo lepo, 5 let sem bil tam. Sem vedno si želel imeti eno veliko šolo, ne vedno. V tistih letih sem si začel želeti. Imeti šolo, kjer bi na najrazličnejše načine lahko pomagal ljudem. In to je začelo vreti v meni in tako naprej, dokler sem povedal, da bi rad šel svojo pot in odprl svojo šolo. Evo, samo to. Potem še 1 leto sem učil pri njemu, sva se lepo pozdravila, razdelila in jaz sem odprl svojo šolo. Najprej samo karate in tai chi, potem še vse ostalo. Tai chi je bil že od vsega začetka tudi del tvoje šole? Ja. Res? Ja, samo učil sem privat. Tai chi privat, ja. Prvo leto privat, potem sem pa začel še s skupinami in iz tega potem je začelo še vse ostalo. In kako si pa, vse na svojo pot, to pa ne šel začutne? Torej, do lastnega 50. leta sem vedno se izobraževal pri različnih učiteljih. Takrat, ko sem odprl šolo, sem imel 32 let. Ampak do 50. leta sem bil pri učiteljih, sem se izobraževal na najrazličnejše nivoje, jim sledil, hodil na seminarje, šolanja in tako naprej. Odpreti šolo, iti svojo pot, sploh ni bilo težko. Tudi zato, ker ko rečeš iti svojo pot, ne pomeni en svoj stil, nekaj lastnega, ker ne moreš. Sem bil premajhen, pa še sedaj ima. Programi borilnih veščin, ki obstajajo, tradicionalni, so tako bogati, da kdorkoli si začne sedaj kaj izmišljati svoje stile, svoje metodologije, je bogi lolek bolek, ker si izmisli nekaj novega, ki nima oprijeme, ki nima mase, nima realnosti, nima učinkovitosti. Torej, mi ni bilo težko, zato ker sem imel baze, vedel sem, kako moram študirati, moral sem samo preživeti in vestno učiti ljudi. Vestno učiti ljudi pa pomeni to, če odpreš šolo, potem zdrži. Če imaš denar ali če nimaš denarja. Če si utrujen, če nisi utrujen. Če si učitelj, si pač učitelj.
Torej, rudzak si kupil, noter si dal kamne, nosi jih. To je bil glavni, ne problem, glavna težava, taka problem ni bil, ne? Težava. Zato, ker moraš tudi potem zdržati, preživeti. Ne? Če ne, to je bilo nekaj najlepšega, kar sem lahko naredil, da sem odprl šolo, ker se čutim prost, vezan na principe. Razumem, ja. Dokler sem hodil k določenim učiteljem, vezan na njihova pravila in to, kar so me učili. Absolutno, ker je to edino prav. Tudi to je duhovnost, tudi to je etika. Ampak sem prost, mi je fino. Ja.